GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je 12. februarja 2015 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije slovesno podelila že 15. zlata priznanja za doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter testenin v letu 2015. Slavnostni govornik na podelitvi je bil magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Gospod minister, danes ste na Gospodarski zbornici podelili zlata priznanja najboljšim pekovskim izdelkom. Ste zadovoljni, ste ponosni na proizvajalce? Seveda veseli me, da slovenski pekarji, peki so vedno bolj navdušeni in prihajajo vedno večjem številu na ocenjevanje. To pomeni, da so spoznali, da slovenski državljani cenimo vrhunske pekovske izdelke in takih sem danes videl kar nekaj. Bi jih priporočili tudi kupcem? Ja, in tudi takšna prireditev je priložnost za to, da povemo, da naša proizvodnja kruha ni nekaj navadnega. To je poseben kruh, pogosto tudi iz domače surovine in delan z pridnjo roko slovenske delavke ali delavca in to je to, kar mi kot državljani tudi želimo. Je pred slovenskim kruhom svetla prihodnost? Ja, želim pa si, da bi bili tudi bolj ambiciozni. To pa pomeni, da bi z kvaliteto in lepoto slovenskega kruha spoznali tudi svoje sosede. Ocenjevanje kakovosti prijavljenih izdelkov je potekalo 27. januarja, posebno strokovno komisijo pa so sestavljali člani Dušan Bergles, Ilona Repe in Robert Jovanovič ter predsednik dr. Tomaž Požrl. Letošnje ocenjevanje je potekalo po že utečenih pravilih. Imamo razdeljene sisteme za ocenjevanje različnih pekovskih izdelkov, nekako poseben sistem za ocenjevanje kruha, ocenjevanje pekovskega peciva, finega pekovskega peciva in drobnega pekovskega peciva, kjer ocenjujemo po sistemu ponderiranih točk, kar pomeni seveda, da imajo različni senzorični atributi, različne faktorje pomembnosti. Nekako se osredotočamo predvsem na zunanji izgled, potem na lastnosti skorje, sredice, porožnost, elastičnost sredice in pa kot najpomembnejši atribut seveda vonj in okus. Ja, letos smo pa zelo zadovoljni. Pravzaprav vsako leto rečemo, da gre za rekordno število, ker se vsako leto povečuje. Ampak leto 2015 je pa res strani pekovskih podjetij izkazan tako velik interes, da smo strašno zadovoljni. Prijavljenih je bilo kar 98 izdelkov. 91 izdelkov bo danes prejelo zlata priznanja. Zdaj tisti, ki pač niso, so nekoliko razočarani, ker kot veste, prijavljajo podjetja tiste izdelke, za katere so prepričani, da so vredni zlatega odličja. Zdaj mi imamo pač, bom rekla, kar dovolj stroge kriterije. Vsak izdelek mora doseči oceno 4,7 do 5, kar pomeni, da se tolerirajo samo manjši odmiki, ampak v letošnjem letu je precej izdelkov pravzaprav izkazalo čisto petico. Ja, lahko izrazim samo zadovoljstvo. Kot vidite, udeležencev je čedalje več, tudi nagrad, to se pravi čedalje več. To pomeni, da seveda pravzaprav postajamo čedalje, že prej smo bili odlični peki, postajamo pa še boljši peki. To je ena stvar, druga stvar je pa seveda tudi to, da te izdelki so deležni tudi ustreznega pozitivnega odziva pri naših potrošnikih, kar še posebej seveda veseli, da to niso več samo domači potrošniki, temveč tuji tudi in verjamem, da smo na pravi poti. Med dobitniki zlatih priznanj, ki so se izkazali tako po izgledu, strukturi in okusu, so še vedno najmočneje zastopani kruhi, ki jih je kar 54. Sledi skupina finega pekovskega peciva s 13 izdelki, med katerimi prevladujejo bureki z različnimi polnili, krofi in drugi izdelki iz listnatega testa. Skupino nagrajenega pekovskega peciva predstavlja 12 izdelkov, skupino nagrajenih testenin 8 izdelkov in skupino keksov 4 nagrajeni izdelki. Seveda vsako leto se trudimo, da hočemo dati vse od sebe. Bera nagrad je velika, tako da iz tega vidika sigurno ena velika zahvala, to se pravi mojim sodelavcem, da so si seveda zaslužili tako veliko število pač nagrad in seveda motivacija za naslednjo leto, da jih bo naslednjo leto še več. Mi smo prejeli 14 zlatih medalj za naše izdelke, od tega je 11 vrst kruha, ves kruh je brez dodanih aditivov in 3 vrste pekovskega peciva. Zelo smo ponosni, vse vrste kruha so prejele oceno čisto petico in to je res velika pohvala našim tehnologom, našim sodelavcem v proizvodnji in smo ponosni na. Pripravljate morda še kaj novega?
Seveda, vsak dan praktično delamo z razvojem, drugače pa okrog 20 do 30 novih izdelkov plasiramo na trg vsako leto. Tudi letos smo že enega, pa imamo v pripravi kar še nekaj novih izdelkov. Letos so dobili samo drobni rezanci, sem dal samo testenine, pač malo zaradi recesije pa tega lanskega leta sem dobil 3 medalje, 3 izdelke, letos sem dal pa testenine na ocenjevanje. Vi pripravljate kaj novega? Vedno je treba imeti kaj novega, ponovadi se držim malo nemških standardov, en izdelek na mesec. Boste drugo leto tudi sodelovali na tekmovanju? Mogoče spet. Mogoče s kakšnim novim izdelkom, nočem se ponavljati in grem vsako leto s kakšno novo stvarjo. Mislim novo. Z eno kvalitetno, ki mislim, da je kvaliteta, probamo narediti, uporabljamo kvalitetne surovine. Skupina Mlinotest je danes dobila 17 zlatih priznanj, od tega 15 krovna družba, matična, 2 pa hčerinska družba Kruh Koper. Priznanja so, 5 smo jih dobili za testenine, vse ostalo so pa kruh in pekovsko pecivo. Od kruha in pekovskega peciva je približno 1/3 izdelkov, ki jih proizvajamo že več let, vse ostalo so pa na novo razviti izdelki. Ste zadovoljni, ste ponosni na sodelavce? Vse, to smo. Tu je, rekel, kaže eno živost firme, en zagon in drugo leto gremo na vsaj na 20. Z novimi izdelki tudi? Predvsem z novimi, ja. Organizatorji si želijo, da bi vsi izdelki nagrajeni z zlatimi priznanji zasedli mesta na trgovskih policah in z informacijo o zagotovljeni odličnosti prišli v roke zvestemu slovenskemu in tudi evropskemu potrošniku. Današnja podelitev zlatih priznanj je sicer zaključek ocenjevalnega kroga, vendar je pa to pravzaprav začetek promocije na trgu. Vsa sodelujoča podjetja, pekarne bodo dobljene nagrade izkoristila za pridobitev novih tržnih deležev na prodajnih policah, za promocijo pri potrošnikih, tako da jaz mislim, da naše ocenjevanje iz leta v leto dobiva čedalje večjo veljavo in seveda tudi potrebnost se strani trgovcev. Naši nagrajenci so tako iz vrst članov kot tudi nečlanov, vsepovsod pa gre za industrijske pekarne. Želimo si povečati, se pravi, prepoznavnost našega znaka in tudi ta raziskava, ki je bila upravljena za pekarski trg, pomeni spodbudo tudi za delo na Gospodarski zbornici Slovenije. Promocijo, krepitev vezi s člani, pridobivanje novih članov, predvsem pa nekaj delo v smeri kakovosti in pa varnosti živil. Danes ste med drugim omenili tudi pšenico. Kako je pa pšenica pomembna za dober kruh? Nekajkrat se je v prejšnjem letu slišalo reklo, da se vsake pšenice lahko speče kruh, vendar vsak pek ve, da za dober kruh rabiš dobro moko in za dobro moko rabiš dobro pšenico, predvsem tako, ki ima dovolj beljakovin. In to je tudi cilj in pa osrednje delo agroživilske verige oziroma žitne verige, ker se trudijo po celotni verigi izboljšati kakovost pridelane pšenice, moke in pa seveda, da ta moka konča v slovenskem kruhu. Ja, v Agriamoni smo eni od večjih pridelovalcev pšenice v Sloveniji. Pridelujemo jo, letos bomo pridelali nekje na 400 hektarjih, nekje okoli 2000 ton pšenice, prodamo jo glavno na slovenskem trgu in glavni kupec naš je žito Mlinotest in ostali domači predelovalci. Mislim, da slovenska pšenica tako dobro od vseh, izboljšajo se lahko na drugih področjih, skoraj tehnologijo je zelo težko izboljšati, ker je tako, je zelo dobra.